Spoštovane in spoštovani, na prizorišče dogajanja v dvorano prihajajo dekani in dekani. Profesor dr. Imre Cikajlo, dekan Poslovno-tehniške fakultete, profesor dr. Franc Marušič, dekan Fakultete za humanistiko, profesorica dr. Branka Mozetič-Vodopivec, dekanja Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo, profesor Boštjan Potokar, dekan Akademije umetnosti in profesorica dr. Martina Bergant Marušič, dekanja Fakultete za podiplomski študij. Spoštovani akademski zbor, cenjeni gostje, drage dame in gospodje, dober večer in dobrodošli na inavguraciji rektorja Univerze v Novi Gorici. Le redko kdo bi si upal napovedati, da bo ta univerza v pičlih 3 desetletjih postala takšen sinonim za znanstveno in umetniško prodornost. Človek bi se vprašal, kako vam uspeva ohranjati ta stik z vrhom znanosti in hkrati tudi z gospodarstvom. Odgovor je morda ob svojem nedavnem obisku najbolje povzela astronavtka Sunita Williams, ko je dejala, da so za doseganje zvezd ključni radovednost, vztrajnost in moč ekipe. To niso le besede, to so vrednote, ki jih v Univerzi v Novi Gorici vseskozi od svojega diplomanta in diplomantko vsak vrhunski mednarodni uspeh. Nocoj s ponovnim mandatom rektorja potrjujemo to stabilno pot in vizijo, ki ostaja odprta v svet. O tem, kje smo danes in kam nas znanost vodi, pa tudi naš slavnostni govornik, direktor Kemijskega inštituta, spoštovani profesor dr. Gregor Anderluh, ki ga se vedno vljudno vabim k besedi. Spoštovani predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, spoštovani rektorji slovenskih univerz, direktorji raziskovalnih inštitutov v Sloveniji, spoštovane profesorice in profesori, dekanice in dekanje, raziskovalke in raziskovalci, študentke in študenti, ostali visoki cenjeni gostje. Danes smo se zbrali ob pomembnem trenutku ob inavguraciji rektorja Univerze v Novi Gorici. To je slovesnost, ki obeležuje izkazano zaupanje novemu rektorju, hkrati pa tudi kaže na smer, kako bo univerza v času hitrih sprememb oblikovala znanje, ljudi in rešitve, ki presegajo akademske zidove te ugledne institucije. Zato, spoštovani gospod rektor, mi dovolite, da vam najprej iskreno čestitam ob današnji inavguraciji. Čestitam vam za izvolitev in za zaupanje, ki ste ga prejeli od vaše akademske skupnosti. A morda še bolj kot za izvolitev vam želim čestitati za pogum, za odločitev, da ponovno kandidirate in sprejmete odgovornost vodenja. Vodenje v današnjem javnem prostoru ni pogosto prepoznano kot ključno, pomembno za dejavnosti javnih organizacij. Redko ga načrtno razvijamo, še redkeje ga sistematično nagrajujemo.
Pa vendar je prav od vodenja pogosto najbolj odvisno, ali bo institucija rasla ali stagnirala, ali se bo povezovala ali razdvajala, ali bo zgled ali le administrativni mehanizem. Voditi univerzo pomeni voditi skupnost ljudi z idejami, dvomi, ambicijami in vizijami. In to v nepredvidljivem času, ko so pričakovanja do visokošolskega prostora in znanosti večja, ko je tekma za talente izjemna, ko je financiranje vedno bolj kompetitivno in negotovo in ko družbena legitimnost znanosti ni vedno samoumevna. Zato je odločitev za ponovno kandidaturo cenjena odločitev za odgovornost. Je odločitev, da verjamete, spoštovani gospod rektor, da z vašo ekipo lahko naredite še več. Danes živimo v svetu, kjer znanje nastaja globalno, sistemi pa ostajajo razdrobljeni. To velja še posebej za Evropo, predvsem pa za Slovenijo. Naš raziskovalni in visokotehnološki prostor je kakovosten, a preveč razpršen. Imamo odlične raziskovalne skupine, odlične institucije znanja, a premalo skupnih projektov in premalo strateškega povezovanja. Če pogledamo Združene države Amerike ali države Vzhodne Azije, vidimo drugačno sliko. Tam nastajajo veliki centri znanja, ki združujejo raziskovanje, izobraževanje in razvoj do kritične mase, ki potem bolj učinkovito lahko naslavlja družbene izzive in omogoča učinkovito sodelovanje z gospodarstvom. V Sloveniji imamo vse pogoje, da bi ustvarili evropsko prepoznavne centre na določenih področjih delovanja. Imamo odlične kadre, imamo znanje, imamo infrastrukturo, kar pogrešamo je koordiniran nastop, zavedanje, da sodelovanje ni izguba identitete, temveč njena nadgradnja. Sodelovanje nas poveže in opolnomoči. Osebno me veselijo odlični primeri sodelovanja med našim Kemijskim inštitutom in Univerzo v Novi Gorici. Letos na Kemijskem inštitutu obeležujemo 80 let delovanja in lahko rečem, da smo najboljše raziskovalne zgodbe vedno gradili na dveh temeljih. Na odličnih idejah in na sodelovanju z univerzami in inštituti, z gospodarstvom ali z mednarodnimi mrežami. Zelo cenim vaše prizadevanja po povezovanju na splošno, spoštovani gospod rektor, in upam, da bomo podpis sporazuma o sodelovanju, ki smo ga podpisali v lanskem letu, nadgradili s svežimi idejami in novimi projekti. Sodelovanje morda lahko nadgradimo s skupnimi programi, več izmenjavami kadrov ali skupnimi raziskovalnimi platformami. Predvsem zato, ker sodobni znanstveni izzivi zares presegajo meje posamezne ustanove. Naj naše partnerstvo dokazuje, da povezovanje ustvarja vrednost in krepi naše raziskovalne kompetence. Verjamem, da si boste v novem mandatu še naprej prizadevali za povezovanje slovenskega akademskega okolja in njegovo ustrezno umestitev v družbo. Ob tem ne pozabimo širšega družbenega konteksta. V družbi moramo spet in ponovno okrepiti zavedanje, da je izobrazba ena najpomembnejših življenjskih investicij. Če družba varčuje pri znanju, dolgoročno varčuje pri prihodnosti. Zato je pomembna naloga univerz in raziskovalnih inštitutov tudi to, da o tem govorimo glasno, jasno in vztrajno. Znanje pa mora hkrati ostati povezano z ustvarjanjem nove vrednosti. Inovacije niso dodatek akademskemu prostoru, ampak so rezultat načrtnega in poglobljenega dela, ki izhaja iz odličnih raziskav. V Sloveniji, kjer nimamo veliko naravnih virov, je prav znanje, ki smo ga sposobni pretvoriti v nove tehnologije in globalno konkurenčnost, najpomembnejši razvojni kapital. Spoštovani gospod rektor, Univerza v Novi Gorici ima pri tem izjemno priložnost. V neposredni bližini, v Vipavski dolini in na širšem področju Severne Primorske delujejo številna visokotehnološka podjetja, mednarodno prepoznana in razvojno usmerjena. To ni zgolj geografska naključnost, ampak vaša razvojna priložnost. Tu lahko nastaja prostor, kjer študent že med študijem vstopa v realne raziskovalne izzive industrije, raziskovalec pa vidi konkretne učinke svojega dela na visokotehnoloških področjih,
ki so v svetu prepoznana kot odlična. To je lahko model sodobne univerze, univerze kot vozlišče znanja, raziskav in ustvarjalnosti, ki presega svoje zidove. Upam, da vam bo uspelo povezati akademski prostor in gospodarske družbe, predvsem pa povečati zavedanje lokalne skupnosti o pomembnosti takšnih povezav za dobrobit in nadaljnji razvoj regije. Živimo v času negotovosti. Tehnološke spremembe so hitre, družbeni dialog pogosto oster, informacije pa prehitre za razmislek. V takšni družbi imajo javne osebnosti, med njimi smo tudi rektorji in direktorji raziskovalnih ustanov, posebno odgovornost. Pri tem moramo biti premišljeni in javno prisotni s svojo akademsko preudarnostjo. Ne gre za to, da bi imeli vedno prav, temveč da bi pomagali razumeti kompleksnost sedanjega časa. Kot mi je nedavno ob robu intervjuja izrazil kolega biolog, ki ga zelo cenim, današnji čas zahteva energične ljudi in zahteva od nas, da se postavimo v spredje, kamor tudi sodimo. Spoštovani gospod rektor, pred vami ni le mandat, temveč priložnost. Priložnost za nadaljnjo krepitev sodelovanja, za povezovanje slovenskega znanstvenega prostora, za utrditev vloge Univerze v Novi Gorici kot družbenega sogovornika in razvojnega partnerja. Naj vam pri tem ne zmanjka poguma, ker ste ga že dokazali. Naj vam ne zmanjka zaupanja vrednih sodelavcev, ker jih imate že sedaj veliko. In predvsem naj vam ne zmanjka vizije, ker jo družba potrebuje bolj kot kdajkoli prej. Iskrene čestitke ob nastopu novega mandata in uspešno delo. Hvala lepa. Najlepša hvala slavnostnemu govorniku, prazničen dogodek pa nadaljujemo z dvema izjemnima glasbenikoma. Nejcom Rupnikom na violončelu in Florjanom Kozmusom na harmoniki. Oba sta se izobraževala na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana, oba sta prejemnika številnih prestižnih mednarodnih priznanj in oba sta študij nadaljevala v tujini. Florjan je v Gradcu z odliko diplomiral pri profesorju Janetu Reti, Nejc pa je član različnih komornih zasedb in od oktobra 2025 tudi redni član orkestra Filharmonije Salzburg. Prisluhnimo elegantnemu tangu Carlosa Gardela, Poruna Cabeca. Florjan in Nejc.
Po čudovitem glasbenem nastopu pa, spoštovane in spoštovani, sledi osrednji dogodek današnjega praznovanja. Predaja rektorske insignije, vidnega znamenja rektorskih časti in dolžnosti, ki jo bo predsednica upravnega odbora Univerze v Novi Gorici, profesorica dr. Nataša Zabukovec-Slogar, predala profesorju dr. Boštjanu Golobu. Z velikim pričakovanjem in spoštovanjem vabim oba, da pristopita. Profesor dr. Golob že nosi rektorsko togo, pred svečano zaprisego pa bomo z aplavzom pospremili tudi izročitev simbola rektorske verige. Spoštovani profesor dr. Golob, vljudno vabljeni k zaprisegi. S sprejemom rektorske insignije prevzemam čast in zavezo, da bom kot rektor Univerze v Novi Gorici deloval za njen ugled ter v čast in korist akademske skupnosti. Svoje znanje, izkušnje in moč bom odgovorno namenjal njeni izobraževalni, raziskovalni, umetniški in strokovni odličnosti. Ta rektorska veriga naj bo simbol čvrste povezanosti ter pripadnosti vseh članov akademske skupnosti, študentk in študentov. Nosil jo bom kot zavezo vrednotam univerze, njeni avtonomiji in akademski odličnosti. Univerzo v Novi Gorici bom predano vodil na temeljih spoštovanja človekovih pravic in enakih možnosti, negovanja dobrih sosedskih in medkulturnih odnosov, vsestranskega sodelovanja ter skrbi za okolje. Spoštovani rektor Univerze v Novi Gorici, profesor dr. Golob, zdaj pa vljudno vabljeni tudi k vpisu v knjigo rektorjev. S podpisom v njej namreč tudi črno na belem zavezujete k predanemu in odgovornemu vodenju Univerze v Novi Gorici za nadaljnja 4 leta. Podpis je narejen in mislim, da ne bo nič narobe, če ga pospremimo še z enim aplavzom. In tako bo svečanost dogodka podprla še ena čudovita skladba legendarnega skladatelja Astorja Piazzole, Tanti Ani Prima, v izvedbi Nejca Rupnika in Florjana Kozmusa.
Ker sta glasbenika zapustila prizorišče, pa ker tudi vem, da mi ne bi zamerila, si upam zdaj povedati, da je dokazano, da je prav znanost najvišja oblika kulture, saj s svojo radovednostjo in iskanjem resnice plemeniti našo skupno človeško zgodbo. V letu, ko obeležujemo 100-letnico smrti našega vizionarja Srečka Kosovela, se zato spomnimo njegovih verzov, ki pravijo: kultura gre svojo pot, kakor luč je. Njena sila je v tišini in svetlini, ne hrumi kakor življenje, ki mu postavljajo vsak dan ponosnejše stavbe. Nocoj ponovno imenovani rektor s svojim delom dokazuje, da mu stavbe same po sebi ne pomenijo veliko, če v njih ni življenja. Bistvo je v skupnosti, v tistem, kar je sam poimenoval, bodrenje v težkih časih in skupno ustvarjanje v najplemenitejšem pomenu besede. Spoštovani rektor Univerze v Novi Gorici, vljudno vabljeni k svojem prvemu nagovoru, seveda v novem mandatu. Spoštovani predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, spoštovani rektorji slovenskih univerz, spoštovani direktorji raziskovalnih inštitucij, spoštovani župani, podžupani, spoštovani državni sekretar na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, drage sodelavke in sodelavci, drage gostje in gosti. Podana zaprisega ni le akademski relikt preteklih časov. Po enem opravljenem mandatu rektorja Univerze v Novi Gorici se zelo dobro zavedam vsebine teh besed in odgovornosti, ne nazadnje tudi dela, ki ga z njo sprejemam. Zahvaljujem se upravnemu odboru Univerze za zaupanje. Univerza v Novi Gorici danes sestavlja 6 fakultet in akademija umetnosti, 4 raziskovalni laboratoriji in 7 raziskovalnih centrov. Doma na 3 lokacijah v občini Vipava, občini Ajdovščina in mestni občini Nova Gorica nadaljujemo 30-letni razvoj dejavnosti in odličnosti pedagoškega in raziskovalnega dela. Zaupanje v visoko kakovost dela prav vseh sodelavcev in sodelavk univerze mi najočitneje vsakodnevno potrjujejo osebe, s katerimi se srečujem. Predstavnice in predstavniki gospodarske, akademsko-raziskovalne, kulturne, izobraževalne in politične sfere. 225 sodelavk in sodelavcev univerze je zelo obremenjenih, a se vsakodnevno trudijo za uspeh, ne za svoj lastni, pač pa uspeh študentk in študentov, ki so, lahko rečemo, naše primarne stranke. Trudimo se za enakomeren razvoj vseh področij, ki jih gojimo. Občutek pripadnosti univerzi in solidarnosti je pomemben. V nasprotnem primeru univerzo predstavljajo le skupne službe rektorata, ki nudijo servis posameznim organizacijskim enotam. To nam zaenkrat uspeva. Seveda so področja, ki v določenem obdobju posebej zaplestijo. Ne nazadnje je ena od najuglednejših svetovnih lestvic univerz v letošnjem letu našo univerzo proglasila za najboljšo slovensko univerzo na področju fizikalnih znanosti in ena od 2 najboljših v skupni razvrstitvi. A tisti, s katerimi redno sodelujem v svoji funkciji rektorja, poznajo moje mnenje o različnih lestvicah univerz. Zato vedno bodočim študentkam in študentom svetujem, naj pred odločitvijo o študiju pogledajo resnično vsebino študijskih programov, način njihove izvedbe, ter se odločijo za tistega, ki je najbližje njihovim željam. Različna rangiranja svetovnih univerz so morda priročen in enostaven pripomoček. Nikoli pa ne zajamejo objektivno vseh področij visokošolskega izobraževanja. Na nek način vsiljujejo konkurenčen pogled na visoko šolstvo. Moje prepričanje je, da je tak pristop napačen, še posebej za državo velikosti Slovenije. Verjamem, da mora biti naša vizija visokošolski prostor z bogatim spektrom vsebinsko različnih študijskih programov, ki mladim omogočajo najti področje, ki jim najbolj ustreza in lahko v njem in iz njega
uresničijo svoje karierne želje in potencijale. Torej komplementarnost študijskih programov in ne konkurenčnost. Ob strogih zahtevah seveda, da ti programi vsak posebej zagotavljajo globalno preberljivost kakovosti izobraževanja. O priložnostih, kot je današnja, vodstvo univerz ponavadi v superlativih govorimo o dosežkih in načrtih naših inštitucij. Prav pa je tudi, da si nalijemo čistega vina. In si ga bomo, bi lahko dodal. Ob nenehnih izzivih, s katerimi se soočamo, moramo ovire ločiti na zunanje, sistemske, ter ne pozabiti na tiste, ki izvirajo iz nas samih. Medtem ko vsakokratna vlada oziroma ustrezna resorna ministrstva so vedno na udaru ob izpostavljanju sistemskih ovir in ne me razumeti napačno, prav je, da so, pa moramo biti že po naši znanstveno-akademski naravi objektivni in sodelovati ter podpirati korake v pravo smer, jih prepoznati in pohvaliti, četudi morda majhne in sprva nezanesljive. Prepričan sem, da sta zakon o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti ter zakon o visokem šolstvu taka koraka. Na cilju pa še nismo. Zastavljeno pot je potrebno smelo in brez obiranja nadaljevati. In ovire, ki izvirajo iz nas samih, niso za vse krivi drugi. Univerza v Novi Gorici je uspešna, mirno lahko rečem, izjemno uspešna univerza glede na svojo velikost. Vendar nismo in nikoli ne bomo idealni. Uspešnost na zadnjem razpisu raziskovalnih projektov ARIS ni zadovoljujoča. Pri pridobivanju evropskih, predvsem velikih projektov, nismo neuspešni, vendar moramo dobre predloge intenzivizirati. Pri sodelovanju z gospodarskim okoljem moramo enostavno vztrajati pri podajanju iniciative, navkljub morda zaenkrat skromnemu odzivu. Za izvedbo infrastrukturnih in drugih projektov v lokalnem okolju se moramo izkazati kot aktivni partner in ne le kot čakajoči na Godoja. Ves čas moramo delati na graditvi in vzdrževanju medsodelavskih odnosov, odnosov med organizacijskimi enotami in razmišljati in načrtovati komplementarnost le-teh. Celotna družba, ne le slovenska, se poglablja v individualizem na različnih nivojih, inštitucionalnih in osebnih. Prav to je morda ena od poglavitnih ovir pri razvoju. Sam sem to ozkogledost pri pripravljenosti na odkrito sodelovanje na inštitucionalnem nivoju pred leti imenoval zaplankanost. Morda ta beseda danes zaradi svoje določene domačnosti ni več primerna oziroma ni več dovolj težka za označevanje te ovire pri razvoju. Zna biti, da me bo kdo zaradi omenjanja individualizma kot ovire pri razvoju hitro politično opredelil. Vsem tem lahko povem, da apolitičnost večine slovenskih univerz po mojih izkušnjah ne obstaja le na papirju. V fokusu delovanja, ne le na Univerzi v Novi Gorici, pač pa tudi tistih sorodnih ustanov, ki jih dobro poznam, je vedno izključno uspešnost pri izvedbi študijskih programov in z njimi neločljivo povezane raziskovalne dejavnosti. Enako pričakujemo od politike. Izključno delo v korist izboljšanja operativnosti slovenskega akademskega prostora. Kako pogledati preko plank? Tako, da v sorodnih inštitucijah prepoznamo tiste odlike, ki jih delajo stabilne in željene partnerje, ne pa vztrajati v coni obdobja z mislijo, da sami za sebe najbolje vemo, kako odlični smo. Na naši univerzi se zavedamo potencijala, ki ga premore slovenska visokošolska in raziskovalna sfera. Zato vztrajamo na poti sodelovanja preko dobrih odnosov s sorodnimi visokošolskimi ustanovami in raziskovalnimi inštitucijami. Kot je primer odličnega sodelovanja s Kemijskim inštitutom in zanj se kolegicam in kolegom toplo zahvaljujem. Ne le za sodelovanje pri izvedbi različnih raziskav, pač pa tudi za sodelovanje pri izvedbi študijskih programov. Z Znanstveno-raziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti že vrsto let uspešno sodelujemo, na primer pri izvedbi edinega specializiranega doktorskega programa na področju krasoslovja Daleč naokoli. Daleč naokoli je res daleč, če se ne motim, sega tja nekam do Kitajske. Inštitut Jožef Štefan je, med drugim seveda, Center slovenske fizike delcev.
področja, na katerem sodelavci naše univerze že desetletja tvorno prispevamo k skupnim naporom. Omenim lahko še snovanje skupnih študijskih projektov z Univerzo v Ljubljani, ki sega preko nacionalnih meja. Pa vpogled v prihodnost slovenskega visokošolskega prostora s kolegicami in kolegi v okviru Rektorske konference Republike Slovenije, če tudi se ne strinjamo vedno. Ko prepoznamo ovire na poti razvoja, predvsem tiste pri nas samih, je pot naprej lažje načrtovati. Univerza v Novi Gorici je v preteklih 4 letih posodobila in nadgradila strategijo svojega razvoja. Tudi tu še nismo naredili zadnjega koraka, zapisa te zasnove v strateški dokument, kar je ena od nalog naslednjega obdobja. So pa smernice jasne. Z lanskim letom smo stopili na skupno pot z 9 univerzami po Evropi v okviru Evropske univerze Across. Kakšna bo usoda ne le te, pač pa tudi ostalih 64 evropskih univerz, je težko napovedovati. A enako kot na nacionalnem področju, tudi tu stopamo po poti koncentracije vse preveč razdrobljenega visokošolskega in raziskovalnega prostora. Stopamo tudi v nov, tokrat verjamemo, da poln 7-letni akreditacijski cikel. Da bi lahko našim uporabnikom, študentkam in študentom, lokalnemu in nacionalnemu okolju in preko osnovnih raziskav celotni družbi ponudili kar največ, potrebujemo infrastrukturni razvoj. V občini Vipava smo presegli pretekle nesporazume in v odličnem sodelovanju nadaljujemo svojo prisotnost v prelepem dvorcu Lantieri. V občini Ajdovščina je pot jasna. Ob sodelovanju z občino smo postali lastniki zemljišč v bodočem Biotehnopolisu, tudi v bodočem domu naših raziskovalno-razvojnih laboratorijev in podiplomske šole. V pripravi je idejna zasnova ureditve območja, ki mora potekati v sodelovanju z drugimi, predvsem gospodarskimi deležniki. V mestni občini Nova Gorica se je obdobje Evropske prestolnice kulture izteklo. Menimo, da smo k njenemu uspehu svoj del prispevali tudi na naši univerzi. Nadaljevanje poteka v duhu ohranjanja izročila prestolnice, v duhu čezmejnega sodelovanja. Idejna zasnova fakultetnega centra, tako rekoč na sami nekdanji meji, je osupljiva in navdihujoča. Res je, da realizacija projekta presega okvire univerze, občine in celo regije. Prav zato moramo pri tem resno združiti moči in predočiti prednosti, ki bi jih investicija prinesla na državnem nivoju. Naša odločitev, da nas nekdanja meja ne bo nikoli več ovirala, se kaže v naporih za vzpostavitev študentskega doma izjemnega standarda v Gorici v Italiji. Naloga, administrativno priznamo težavnejša, kot se je sprva zdelo, je v pomoči naših italijanskih partnerjev skoraj dokončana. Govoril sem o inštitucijah, njihovem razvoju in sodelovanju. Inštitucije seveda niso žive. Življenje jim kot marionetam vdahnejo zaposleni na njih. V primeru univerz tudi ali celo predvsem študentke in študenti. Vprašati se moramo, ali je okolje, ki ga vsem tem lutkarjem, vsem upravljalcem življenja univerze nudimo, dovolj dobro. Omenil sem sodelavke in sodelavce, ki so izjemno obremenjeni. Omenil sem študentski dom, ki je nujno potreben našim slušateljem in slušateljicam, da se lahko v času študija posvetijo le temu. Okolje na univerzi, bodisi delovno ali študijsko, seveda ni perfektno. Smo majhna univerza, na kateri mora relativno majhno število ljudi vleči za preštevilne vrvice, ki inštitucije ohranjajo pri življenju. Da pri tem ne pregorimo, moramo okolje neprestano izboljševati, hkrati pa razmišljati o morebitni izboljšanju učinkovitosti dela. Torej, ne delati več, pač pa delati pametneje. Predvsem pa paziti en na drugega in si ob težavah pomagati. Tega se skušamo držati. Za vse, kar smo v pravi smeri razvoja dosegli v zadnjih letih, smo enakomerno zaslužni vsi zaposleni in študenti in študentke univerze, za kar se vsem toplo zahvaljujem. Zdaj pa mi dovolite, da kratko predstavim še prorektorja v tem mandatnem obdobju. Profesorica dr. Penka Statova, prorektorica za izobraževanje in umetnost.
Profesorica dr. Penka Stateva je doktorica jezikoslovja. Diplomirala je leta 1994 na Univerzi v Plovdivu v Bolgariji, potem je kot prejemnica Cheveningove štipendije opravila podiplomsko usposabljanje na Univerzi v Oxfordu. Doktorirala je leta 2002 na Univerzi v Connecticutu v ZDA. Podoktorsko raziskovalno delo je opravljala na Humboldtovi univerzi v Berlinu v letih 2002 do 2004, v obdobju 2004 do 2008 pa je delovala kot znanstvena sodelavka na Leibnicovem centru za splošno jezikoslovje v Berlinu in na Univerzi v Tübingenu. Od leta 2008 je zaposlena na Univerzi v Novi Gorici kot izredna profesorica, od leta 2024 pa kot redna profesorica jezikoslovja. Je vodja številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov. Področje njenega raziskovanja je formalna semantika in pragmatika, eksperimentalna pragmatika ter večjezičnost. V mandatnem obdobju 2022 do 2025 je opravljala delo prorektorice za izobraževanje in umetnost. Profesor dr. Matjaž Valant, prorektor za trajnostni razvoj in tehnologije. Profesor dr. Matjaž Valant je doktor kemijskih znanosti. Diplomiral je leta 1991 na Univerzi v Ljubljani, doktoriral pa leta 1996 tudi tam. Podoktorsko izobraževanje je opravil v letih 1997 in 1998 na Univerzi v Filadelfiji v Združenih državah Amerike, med drugim pa v letih 2005 do 2007 služboval na Imperial Collegeu v Londonu, Velika Britanija. Leta 2007 je na Univerzi v Novi Gorici ustanovil laboratorij za raziskave materialov. Od leta 2013 je redni profesor na naši univerzi, od leta 2015 pa tudi pridruženi profesor v Chengduju na Kitajskem. Področje njegovega raziskovanja so soodvisnost strukturnih in funkcionalnih lastnosti materialov, kemija topoloških izolatorjev, materiali v energetiki in okoljski materiali. V mandatnem obdobju 2022 do 2025 je opravljal delo prorektorja za trajnostni razvoj in tehnologije, trenutno vodi tudi Center zelenih tehnologij DOO, ki ga je ustanovila Univerza v Novi Gorici skupaj z mestno občino Nova Gorica leta 2022. Pred približno 4 leti sem svoj nagovor, takrat v času covida, pričel s stavkom o prihajajočem snemanju mask. Danes je norčal dan, mi pravijo. Če smo si že natočili čistega vina, si lahko vsaj danes za kratek čas nataknemo tudi maske. Le da jih jutri ne pozabimo sneti. Zahvaljujem se vsem za podporo in obisk in se veselim prijetnega večera še naprej. Hvala. Spoštovani profesor dr. Golob, najlepša hvala za govor, iskrene čestitke ob imenovanju in seveda uspešno delo v novem mandatu tudi prorektorici in prorektorju. Kot popotnici k novim izzivom Univerze v Novi Gorici pa bomo zdaj prisluhnili enemu najstarejših in najbolj prepoznavnih tangov, ki je prepoznan po ponosnem, temperamentem in mestoma tudi dramatičnem vzdušju. Verjetno je to tudi tiha napoved mešanice vsega, kar prinaša naslednji mandat. Angel Biloldo, El Čoklo v izvedbi Nejca Rupnika in Florjana Kozmosa.
Drage dame in gospodje, vabim vas, da tisti, ki lahko, stoje s spoštovanjem in dolgim aplavzom s prizorišča dogajanja pospremimo odhod novič imenovanega rektorja, prorektorice in prorektorja ter odhod dekanov in dekani. Ja, pa zaključimo, kar stoje. Pravi, da je univerza kraj, kjer se srečujejo vsa znanja in vsi znanstveniki in znanstvenice. Njeno vodstvo pa je tisto, ki mora zagotoviti, da ta srečanja obdarijo sadove za celotno družbo. Tako je o širini duha, ki zahteva vodenje, povedal eden največjih mislecev o ideji univerze, John Henry Newman. Verjamemo, da bo plodovito in uspešno, zato srečno spoštovanemu rektorju, srečno univerzi v Novi Gorici. Vsi skupaj, ko pa smo že tako lepo pripravljeni, vljudno vabljeni v predvirje Lantjerjevega dvorca, da bomo nazdravili novemu mandatu. Srečno!